Lep pozdrav, če smem začeti. Nekaj se nas je že nabrali in jaz sem sicer Mateja Kalin, verjetno me že poznate, sem ustanoviteljica Lalikap in danes sem na to našo čajanko povabila Nežko, Pilates Bejbo, ki je inštruktorica Pilatesa in v bistvu njena vizija je, da nekako želi ljudi priučiti, da se znajo in najboljše gibati, ker je to na nek način zdrav duh v zdravem telesu in da izboljšajo svojo kvaliteto življenja, kar je najbolj pomembno. In kljub njeni pozitivni energiji in dejansko strokovnosti sem jo danes res povabila sem, glih zato, ker jo sama občudujem, ker ona dela razne izzive, pa trnulčica, ali kako že ima, nikoli več trnulčica, pa pol taj dobra, postani fit in bodi poleti hit, ne. Drug teden pa začneš 21 dni nova ti, kar je pa v bistvu super stvar, glede na to, da je glih 21 dni tisto železna srajca, ne, se pravi, da presekamo tiste navade, ko zjutraj komaj da vstanemo, kaj šele, da bi se kaj potelovadili. In to se mi zdi res dober izziv. Sploh tudi na koncu koncev zate, ne. V bistvu najprej, ne, ker ti moraš ob 6. zjutraj biti že nališpana, zrihtana, ne glede na to, imaš menstruacijo, se slabo počutiš, moraš biti ob 6. zjutraj tam in gasa in telovaditi in apniti vse udeležence in udeleženke, da se dobro počutijo v tvoji družbi, če ne, jutri ne bojo prišle. Imaš tudi ti izziv, poleg seveda nas, ne. Zato me pa, draga moja, najprej zanima, če smem kar začeti z vprašanji, kje ti zdaj zbiraš to energijo in moč, da te vse izzive najprej sploh narediš, pa še zrihtaš, ne? Kako v bistvu? Res bi rada povedala, živjo vsem skupaj, da zdaj me je še Mateja spomnila, kako bo to res izziv 21 dni, ne. Ker dejansko jaz nerada tako zgodaj vstajam, ne. Mislim, polet že, zdaj še ni poletje, pozno hodim spat, zato ker imam večerne vadbe, ne. In pol to telo rabi regeneracijo. Tako da zdaj, ko si mi ti to povedala, Mateja, sem vmes pomislila, wow, shit, vmes me vpraš, ne, če bom na top energiji. Tako da, ne, saj bom, ja. Zato, ker mene to dvigne. Kje jaz dobim energijo, tako ko jo vsi mi z gibanjem, mislim, vsi mi, se lahko, da je kakšna druga fora, ampak že splošno je znano, ne, da ko gibaš, si pol takoj v boljši energiji. Pa tudi to, če je samo 5 minut. Ne, mislim, malo se premigaš, pretegneš in razpoloženje se ti dvigne, ne, ker se dvignejo teli hormoni sreče, zadovoljstva in tako. Tako da po naravi sem že takšen človek, da sem polna energije, da sem nasmejana in na power in mi je super, da imam, mislim, rada vzpodbujam ljudi, sploh v gibanju pa wow, akcija in to mi je v krvi. Tako, ko si ti pa rekla, 21 dni je pa za nalož, 21 dni, zato da se mi v teh 21 dneh navadimo na to rutino, skupno motivacijo, nam potem 22. dan že postane navada, ne. In lažje ti greš sama naprej, nekaj narediti dobrega za svojo nego telesa, jaz rečem tem gibanju, ker to je v bistvu naša nega telesa, ščetkanje za hrbtenico in medenico. In boš potem lažje naredila naprej, ker v 21 dneh to je ta časovni okno, ki nam pol pomaga. Po 90 dni pa ti že zleze pod kožo, pravijo. Tako da je pa že res tisto tvoje, da niti ne razmišljaš, ne, ali bi naredil ali ne bi, ampak ti je to čist
logično, da boš naredil. Tako Mhm. da ja, gibanje, zavedanje v bistvu, kak je pol, ko opraviš neko vadbo. Zato jaz velikokrat tudi rečem pa nagovarjam tudi po socialnih medijih in tako, ali pa v skupinah, da daj se ti sam spomni na tisto občutek po vadbi, ko nekaj dobrega za sebe narediš. Mislim, kako se počutiš? Ti, če si prej čist low z energijo, pa ni šans, da boš z low energijo nazaj prišla po, ne vem, že po 15 minutah, ne. Jaz, če tamle naredim v kuhinji, ko kuham 10 počepov vmes, pa pretegnem tale zgornji del, zato ker smo skozi računalnik in to, ma stokrat boljše se počutiš. Tako da jaz to kar malo vmes telovadim tudi. Ja, in ful je pomembno, da v bistvu, da res razbijamo te navade, ki so res tako močne, železne srajce, da bravo, ne, da jih razbijaš, da jih poskušaš razbijati, ne. Na koncu koncev jih tudi jaz moram razbiti, ker se vsaka navada unega vložka pa tampona pa gremo, ne. In razumem to razbijanje navade, no, to hočem reči, no. Ej, super. Zdaj, ko si rekla vložka pa tampona, ja, ful je tudi fajn, da se bolj osvobodiš v smislu, če kera ne telovadi, zato ker ima vložek, ne, primer, da si drugo alternativo najde, ne, ali to tvojo skodelico, jaz rečem, ali pa tampon, ne, ker jaz sem rada taka svobodna, ne. Tako, ko se mi zdi, da je tudi tvoj brand promovira, navdihuje, bod svobodna, pojdi potovat, naj te nič ne omejuje. In je to ful povezan tudi s telovadbo, ne. Zakaj bi zdaj, ker imaš menstruacijo, pa rekla, ne bom telovadila, mi bo kje mimo prišla, pa karkoli, no. Tako da ja. Ja, saj to. Ampak, veš, kaj sem te še hotela vprašati? Zakaj v bistvu pilates? Zakaj v bistvu delaš točno to, kar delaš? Zakaj si se točno za pilates odločila in ne recimo jogo ali pa ne vem, nekaj drugega podobnega? Ja, saj v bistvu več stvari delam, ne. Pač v bistvu zdaj že kar sem samo bolj na pilatesu, pa v pilates devam vaje iz drugih sfer. To bolj imam v mislih visokointenzivne vadbe, ker tudi to delam, ne, pa nosečniške pa poporodne, ampak ne znam ti povedati, zakaj. Ker fora je v tem, jaz sem pilates spoznala, ko je pač leta 2000 prišel v Slovenijo in sem bila še v študentu, pa me je ena rekla, pojdi pogledat, ne. Pa tam me niti ni toliko z mamo, ampak pol sem pa kar res vztrajala in sem videla, koliko je to svetovna vadba. Jogo imaš že bolj v mislih, da je počasna še bolj, ne. Mislim, saj je že pilates. Ali pa, veš, pa si mislim, uro pa pol, pa jaz sem pa tako bolj energična. Že tako mi vsi rečejo, kako si ti, ko si toliko energična, pristala na pilatesu, ko je mirna vadba, ne, ker to je vadba brez poskokov, če jo še ne poznate in tako, ne. Ampak me je pa ful fascinirala zaradi tega osrediščenja, da prideš v stik sama s sabo, s svojim telesom, ga začutiš, veš, zakaj te zdaj tamle nekaj boli, ker si prejšnji dan naredila napačen gib, veš, kako si pomagati, da te več ne boli oziroma, da si tisto boleče področje zavaruješ. Ne vem, mene toliko fascinira. Samo en primer bom povedala, ko je bil covid, pa smo bili vsi doma, ne. Sem jaz ful delala hitko. To je ta visokointenzivni program, v pol ure si fertik vsega, ful narediš, ne. In pol, ker sem imela že to spletno učilnico, mislim, hitko sem jim pa tudi pol noter dozirala, zato ker pač se nismo smeli družiti. Jaz spet naredim po 14 dneh pilates in rečem, shit, pa to je toliko dobro. Boljš kot vsaka hitka. Mislim, zato ker res delaš počasne gibe, delaš
poudarkom na natančnosti, na podaljševanju in telesa, mišic, hrbtenice, vse delaš iz globokih trebušnih mišic tega jedra. Nor je, no, kaj naj rečem. Zato delam pilates. Pa tako je, delaš lahko vaje za moč in krepiš mišice, ker po 40. letu moramo mi že krepiti tudi mišice, ker nam tonus upada, ne. Ni tako, da ne bi smeli delati vaje za moč. In potem doziramo zraven tudi vaje za gibljivost, prožnost in smo pol take lepe, podaljšane, jaz rečem, graciozna drža, ampak vseeno lepo tonizirana, tako ženstvena. Krepite pa tudi mišice medeničnega dna, kar je pa tudi pomembno pravzaprav da sploh skodelica lahko stoji v vaših mišicah. In to je tudi super, ne, zato ker sploh te mišice so dosti pomembne tudi za kasnejše obdobje, da nam ne uhaja urin, ne, in da nas kaj ne boli. Ja, zdaj tam kar takoj popravlja, ko si rekla za kasnejše obdobje, da nam ne uhaja urin, ful mladim tudi uhaja urin, ne, ker ima že te stresne inkontinence veliko, po porodu, ne, in jaz, ko imam pač vaje za nosečnice in po porodu in kakšne podjetnice, bom rekla, pa že imela 2 poroda, imajo kar mlade že izziv z uhajanjem urina, ne, in pol to s temi mišicami vse lepo popravimo in so res ful navdušene. Je pa to, tako bom rekla, ni zdaj vsak pilates, da to poudarja, ne. To sem si jaz v svoj pilates vnesla not, ker sem pač delala to nosečniško in poporodno vadbo in tam spoznaš, kako so pomembne te mišice, ker je takole kot, moram malo bolj dvigniti roke, ker sem kot trampolin, ne, in pol recimo, da te mišice ne delajo, se to razleze in grejo notranji organi čez nožnico lahko tudi že dol, se pač prolaps pride, ne. In mislim, to je zdaj najhujša verzija, pride najprej do tele inkontinence, kot si omenila, ne. In ker pač te mišice cel naš trup držijo gor, te naše notranje organi, ko so itak težki, ne, zdaj pa če imamo še več kil, so še bolj težki, ne. Sem jaz to vpeljala, da to res moramo delati, ne. Tako da mi imamo ojačane mišice. Jaz rečem, da so Schwarzeneggerji tam spodaj. In pol lahko drži tudi to menstrualno posodico super gor, ja. Jaz to nisem, niti ker itak že toliko let delam pilates, da to nisem glih vedela, da je to tak izziv, tako da tudi s tem, kako pol dobiti menstrualno posodico ven, ne, Mateja, ampak jaz že tako kakor nosečke rečem, moramo znati stisniti te mišice, jih moraš znati sprostiti. No, in to s temi mišicami treniramo. Bravo, bravo. In moje stranke v bistvu tebe rabijo, ker dostikrat je tako, a ne, da je res, recimo sploh po porodu, se te mišice res, so res preboge, da bi držale skodelico gor in določene stranke potem mislijo, da je kaj narobe, da je skodelica ne dela ali pa da je karkoli, a ne, tako da v bistvu pa res rabimo mišice imeti vedno v zdrave mišice oziroma dobre, čvrste in jih tudi znati sprostiti, absolutno. Ja, zato ker pol pride tudi do kakih zakrčenosti, veš, čakaj, samo nekaj moram popraviti. Ker tudi že pri porodu recimo, ne, zdaj, če smo glih tako, nekatere pol, ke so toliko natrenirane, v narekovajih, ne znajo sprostiti. Zdaj pa, če ti delaš te treninge, znaš jih stisniti in znaš sprostiti, ne. Tako da ja. Ja, no, vidiš, ful pomembno, ne. Tanja je rekla, da že komaj čaka ta izziv 21 dni nova ti, ker že sedaj vidim, koliko boljše je moj dan, če zjutraj naredim vadbo. Ja, sem prebrala in sem se kar nasmejala. Tanja je že prijavljena, tako da mi že komaj čakamo ponedeljek.
Sam ne vem, če bo Tanja direkt ob 6 postala. Ja, to bomo pa videli. Ja. Ja. Tako da, daj nam pokaž, prosim, pokaž nam eno dobro vajo, ne vadbo, prosim, eno vajo, kako bi si mi in moje stranke lahko pomagali pri menstrualnih krčih, naprimer, da vemo, ne, nekateri se pomagamo z toplimi obkladki, nekateri smo pač cel dan v postelji in se ne bomo premaknili. Ampak včasih pa ravno nasprotno pomaga, ravno to, da se malo zbrcaš ali pa narediš samo neko vajo, ali je to ta otrok poza otroka, ali karkoli, mislim, nekateri potem jejo tablete, kakorkoli, da si lahko tudi naravno pomagamo sprostiti te mišice, ne. Pa tvoja publika ima te menstrualne krče, veliko toži o tem. Ja, seveda, veliko, še vedno. Jaz sem jih imela, ko sem bila mlada, ne, potem po porodu so ušli, jih ni, hvala Bogu, več, ampak ko sem bila pa mlada, je bilo pa grozno, tako, res grozno. In če bi takrat vedela vsaj par trikov, no, bi bila zelo vesela. Ja, jaz za uverturo tega bi rada povedala, da sem jaz imela tudi grozne krče v mladosti. In zdaj si tudi pomagam s toplimi obkladki. Moram pa reči, da krčev je manj, oziroma niso vsak mesec, se vemo, enkrat si bolj ubogi, enkrat manj. In bi rada rekla, da v bistvu verjamem, da pomaga tudi to, koliko ti čez cel mesec skrbiš za sebe, ne. In zdaj ne vem, koliko so te punce športne, ampak na splošno, ne, recimo, če se ti cel mesec ful forsiraš na fitnessu, z utežmi, z visokointenzivnimi treningi in ne poslušaš svojega telesa, tudi ni najbolj okej, ker si pol zakrčiš telo. Tako da, kaj je bistvo? Bistvo je, da v bistvu takrat, ko imaš menstruacijo, delaš bolj raztezne vadbe, delaš bolj nežno obliko, neki ful na power nam niti ne paše. Ne. Če se poslušaš, ne. Zato, ker recimo tudi, mislim, meni ni panike, ampak no pa še to bom rekla, menstruacija ni bolezen, ne. Zato, ker eni pa mislijo na drugi strani, ne, sta pa dva pola, da nič ne smeš migniti, ko imaš menstruacijo. Isto je to z nosečnostjo, jaz rečem, punce, nosečnost ni bolezen, ne. Normalno se gibi, še boljše, če veliko gibaš, če hodiš na sprehode in tako, v nosečnosti mislim, tako je tudi pri menstruaciji. To ni zdaj neka bolezen, da se nam je nekaj hudega naredilo, to je naravno, ne. In neko zlato sredino je treba vzeti. In zato v bistvu, to sem hotela reči, da meni paše, da naredim stiske mišice medeničnega dna, enim mogoče ne. Zato zdaj, ker pač nismo zdravniki, rečejo ponavadi, deli po občutku. Zdaj, če ti paše stiski, drugače ne. Ker valjda, mi smo podjetnice, Mateja, ne, in tudi če imamo menstruacijo, si ne naredimo takrat en teden dopusta. Jaz imam vsak večer vadbe in greš na vadbo, ne. Je pa res, da zdaj je spet odvisno od razpoloženja. Jaz sem tako zmenjena z mojo menstruacijo, da imam to srečo, da pride ali dopoldne ali ponoči in ta prvi hudi recimo bolečine, ne, predelam doma. Pol pa grem zvečer na pilates, ne, in normalno delam vaje. Res, da takrat, ker pač imam to srečo, da lahko jaz oblikujem trening, da šopamo, ne. Delamo na gibljivosti, na prožnosti. In zakaj so tudi krči? Zato, ker smo mi zakrčeni, ne. Mi smo itak preveč zakrčeni, zdaj, če pogledamo zgornji del telesa, če smo takole,
in da ne to sprostimo, nas vse boli in še bolj čutimo krče. Ali pa recimo imajo ženske te krče po telesu druge, veš, pa mislim, te v mišicah, ne? In je treba to sproščati. Zato sem jaz že prej rekla, zdaj imam jaz manj krčev. Jaz verjamem, da zaradi tega, ker že 12 let telovadim vsak dan pilates, ne? Kjer krepiš mišice in delaš na prožnosti. Tako da jaz sem skozi leta tudi opazila, da meni paše, da takrat stiskaš mišice trebuha. Ker trebuh je fajn prekrvaviti, tako ko si prej omenila termometer, ne? Termofor, pardon, da ti je vroče, ne? In ko ti narediš, poženeš kri po trebuhu, krč popusti. In zdaj bom jaz povedala par vaj, takih na hiter. Pa to so res tiste vaje, takoj, ko dobiš menstruacijo. Popoldne, recimo, bi vam pa že, mislim, če to zjutraj dobite, popoldne bi pa že druge treninge lahko naredili. Ampak bo nežna do sebe, če ti ne paše, narediš lahki pilates gibanje ali pa greš na sprehod, niti treba pa res noreti v narekovajih prvi dan z utežmi pa nekaj na power, ne? Da si čist v, bom rekla, moški energiji. Tako da, lahko pokažem. A zdaj sem jaz na velikem zaslonu ali majhnem? Čakaj, bom probala te klikati. Ja, ali pa če se... A sem na velikem? Ne. Zdaj te bom še zgubila, majko mila. Jaz vam pa gladino pripravljam. Ene pa sploh nimajo izzivov s krči, ne? Tanja, ima ravno... Ja, no, sej to, te menstrualne skodelice so res super tudi za te telovadbe, ne? Ko bom jaz na velikem zaslonu, mi povej, veš? A mi kdo pomaga? Ne, ti me prej si rekla, da si kliknila na mene, pa da sem šla na velik. Ja, zdaj sem pa klikala na tebe, pa se vidim sebe, pin. Miška, saj ste skozi na velikem ekranu, ko govorite, tako da ni problema. No, super, ker pri meni pa nisem, super, hvala. Hvala. Pa moram kar govoriti, pa bomo bili na velikem ekranu. Ok, v glavnem, ker smo rekli, recimo, da imaš krče, ne? Je že Mateja omenila dojenčka. Super. Vidim, da imaš tudi pilates privrženke tlele. Malo sem znižala kamero. Lahko se daš v dojenčka. Zakaj je to fajn? Zato, ker si boš s temi sprostiš telo. No, pa kaj je najbolj pomembno? Dihanje. Mi se, ko nas nekaj boli, se zakrčimo in pitko dihamo. To pa še bolj pospeši, mislim, nič ti ne pomaga, ker si skrčena. Da ti globoko zadihaš. Pilates ima tako tridimenzionalno dihanje, v stran v rebra, nazaj, v krpni del reber, navzdol in pol z izdihom lepo stisneš, sprostiš, stisneš, zategneš. Ampak še bolj pomembno pa je, takrat, ko bi ti imela krče, da trebušno dihaš. Trebušno smo dihali čisto naravno že kot dojenčki in pol mi to malo pozabimo z leti. In zaradi te naglice in plitko dihamo samo zgornji del telesa. No, in zato ta trebušno dihanje bolj pomaga, da ta del sprostiš. Ker ko mi trebušno dihamo, sprostimo tako sprednji predel in zadnji del, ledveni del, križ, ker ta del in sprednji sta povezana. Zato nas v menstruaciji kot križ boli, ali pa če nas križ boli, smo zakrčeni v tem predelu.
In zdaj, če mi se uležemo v dojenčka in lepo trebušno dihanje, vdih. Bom jaz povedala tako, če imaš, a poznate trebušno dihanje, če imaš si predstavljaš, da imaš v trebuhu balonček in ga vse smeri, ker balon je v krogu, vse smeri v stran, gor in navzdol, samo navzdol je medenično dno, lepo enakomerno vdihuješ. In izdih lepo enakomerno stiskaš. In da tako nežno dihaš in si pozorna na trebušno dihanje, se boš sprostila, ne boš v tistem zakrčenem stanju in bo manj krčil. Lahko to delaš, kako smo rekli, dojenčku. In si še greješ trebušni del v stegni. To je ena varianta. Druga svetovna zadeva, vsi imajo radi, jaz rečem pingvin, je pa več drugih imen, je, da nogo daš na polovico, mislim, prekrižaš po stran, pingvin, in greš to nogo iztegnjeno nazaj in se spet dol spustiš. Tem boš spet naredila si s to nogo tukaj pokrčeno, pritisk na trebuh. Lahko bi si še tukaj črn, ki je težko podložila eno to glavnino. Lahko kažem. To vse delamo na kožnem telesu, ker mi smo bolj zakrčeni v kolkih in v ledvenem delu, in zato imamo tudi krčene, ker smo zakrčeni preveč. Če te zdaj boli, se podložiš in te spuščaš dol. In s to vajo lepo, ko vidiš, da si lepo raztegnjena, zdaj jaz to si nazorno kažem, ampak meni res pomaga, sproščaš mišice zadnjice. Če mi preveč sedimo, kar vsi, ker imamo večinoma pretežno sedeč način dela, potekajo vse mišice iz križnice dol skozi zadnjico in mi še sproščamo ta del. Zato narediš to obe strani in jaz še takole malo grem v levo. Mislim, ti te takole počivaš, ne? Jaz vam bi bolj na hitro pokazala, ampak ti pa počivaš in se ti tale del tale razteguje. Hkrati pa pritiskaš v trebuh in si ga greješ. Dihaš trebušno, počasi, umirjeno in se umirjaš. Brez panike, pol pa ni krčil. In greš v stran, da še bolj raztegneš ta del in sredina. Greš v stran in sredina. To so dve muhe, če ne tri na en mas, ker hkrati pa odpiraš ta kolčni sklep tukaj, ker smo tudi preveč raztegnjeni, zakrčeni in ne bomo odpirati, ker, kot so rekla, imamo cele noter vse zakrčeno, okoli naših rodil pride do krčev. Greš na drugo stran, ponoviš. Isto, ponoviš in potem odpiraš na drugo stran, mislim, malo se pozivaš. Spustila stegi so super, hkrati pa krčenje. Da pa mi ne delamo takih trebušnjakov, ker smo se jih v osnovni šoli učili. Zato, ko ta predel se greješ, nam to res pomaga. Stisneš, tako kot mišice medeničnega dna, stisneš, sprostiš in bolečina pojenja. Tako da v bistvu lanska narediš ta osnovni položaj, narediš vdih in z izdihom stisneš gor, pregrevaš ta prostor. Tukaj. So pa stiski skupaj z rotacijami ful fajni. Tako da bom jaz zdaj pokazala dve stvari. Zdaj, če si res ful bogat, tega ne delaš, ne. Ampak drugače pa recimo lahko narediš to rotacijo, da stiskaš steznik in greš v stran. To jaz recimo že čisto normalno naredim, ko je križ krašmara, isti dan, ko dobim menstruacijo, ker mi res lepo segreva ta predel paparjajčnik.
Ker mene tudi tle v poljačko boli. Druga so pa tele morske deklice. Eno nogo imaš tukaj, eno imaš tole pokrčeno. Greš v stran in sprostiš. In tem raztegneš spet en kolk, pa celo dolžino gor. In zdaj, to, kar sem prej pokazala sede, mislim leže, je pa ta, da to nogo daš sem preko, če ne bo šla, da ne bom še nekaj drugega pokazala. In tukaj spet, kot vidiš, zadnjico lahko raztegujemo, pritegneš k sebi, lepo stisneš ta predel trebuha in se še obrneš nazaj. Pogledaš nazaj in imaš to rotacijo, da se rekla, da malo stisneš, rotiraš. In da ta je svetovna. To jaz recimo naredim, da ne vem, punce, če imate vi probleme z križem, ko dobite menstruacijo, jaz imam in tudi išja. In tale vaja mi v sekundi 20 sprosti išja. Zato po noč me tako boli, da ne moram več naprej spati. Grem na rob posle in tole naredim. Takole si potegneš gor in povlečeš tale del, hkrati greješ tudi trebuh, si ga stisnila in narediš še rotacijo. Greš v stran. Ker sem rekla, rob postelje, to narediš takole. Je lažji, mislim, če si na postelji, prekrižaš, dvigneš gor. Je pa zelo pomembno, da ta vaja, samo meni je to samoumevno, da si podaljšan, da nisi takole dol, da imaš rame nazaj, lopatice skupaj, poravnano hrbtenico v nevtralnem položaju, povlečeš koleno gor k sebi in začutiš ta razteg. To je isto, ko sem prej tistega pingvina pokazala. Zdaj, če ne greš na trebuh ležati, si takole gor potegneš. To so krasne vaje. Pa res vse sproščanje golka, lahko tudi normalno takole dol potisneš to koleno in se ti nagneš takole lepo naprej, ampak spet rame nazaj, lopatice skupaj, stisneš čez njih in prideš dol. Normalno dihaš. Kako fajn boli. Mislim, razteguje se. Je pa še ena poza, dojenčka bom pokazala, je pa še tale, da pritegneš pa k sebi. To velikokrat naredimo vmes na pilatesu. Isto, sproščaš, lepo si sprostila trebuh, dihaš in se greješ. Tale je super zakrčen. Greš še lahko levo des. Ali pa tale. Zdaj sem jih pa že ful pokazala, ne? Ja, se nam že malo zdi. Zdaj sem, vse sem to mislila, lejte, da ostane, sem tale pa še ista. Takole sem potegneš in vse razteguješ. Mega. Sam nisem vedela zdaj, kakšne imamo sedež. Ja, ne, ful sem ti hvaležna, hvala, res. Prav to sem rabila, da se vsaj malo, probamo pomagati s temi vajami, da če ko boli, da vemo, kam in kje lahko iščemo v bistvu rešitve. In mislim, da imamo glih še 5 minut. Ti imaš v bistvu tudi eno darilo, Mislim, obe imava darilo. Mislim, da na tvoji strani je nikoli več trnuljčica, Nič več trnuljčica, Ja. Prebudi telo iz zimskega spanja. In sicer je to, če bi rada prebudila telo iz letošnje zime ali pa, da je ta spanec bil več zim. Res fajne vaje in ful so navdušene punce. No, saj ravno berem komentarje. Tale vaja na hrbtu z nogami ob trebuhu je pa en velik mazdu, ko ima menstruacijo. Jo naredim kar v postelji pred spanjem. Evo, to je pol tisto testimonial. Ja, res zelo dobre vaje. Evo, bravo, Mateja. Jaz imam pa še ni konc pohval, vidiš? Tako da res... super, hvala, punce. Sam dajte jih še v prakso. To. Jaz bom tlele spustila še darilo za Lalika.
Sicer je en tak kvizek, kjer si v bistvu lahko najdeš najboljšo idealno rešitev zate med menstruacijo. En tak No, simpatičen. super. Ej, tu imam pa jaz, Mateja, za tebe vprašanje, ne? Ja, Če ženska pa ne želi uporabljati teh tamponov ali pa skodelic, da res ima odpor, da si vstavlja nekaj tudi za pilateske moje, pa tako. ja, sej strah pred menstrualno skodelico je ogromen. Nekatere se bojijo, da, recimo, to sem hotela reči, nekatere se bojijo, da kako pa potem pilates delaš, na primer, kako bom stojo naredila, ne, pa gre to vse, kri gre kar v grlo, ne. Ampak v bistvu ni, ne, vse je tako. Nekako recimo, če gledamo, jaz imam to kar s sabo pripravljen, tukaj je maternica pa maternični vrat in tole je skodelica, ki se v bistvu pozicionira na stene nožnice lepo in zbira tekočino. Če se to obrne, a ne, na glavo, ne steče nazaj v maternico, ker je maternični vrat v bistvu tako kot ena bucika, majhna odprtinica, ki čisto počasi kaplja ven ta kri. Tako da res ni treba, da se bojite tega silikonskega ubogega, kako bi rekla, stvora, ker ni tak bav, ampak vseeno zelo, zelo veliko punc se jih toliko boji, da enostavno ne bojo niti probale. In zakaj bi jih v bistvu sila v nekaj, kar nočejo? Zato sem rekla, nič, pa vseeno vem, kako so te tamponi, recimo, tukaj imam kar že pripravljene, tale tampon, recimo, da to jaz ven potegnem. Mene že zdaj samo skomine, ki ga primam, a ne. Zato imamo pol vsaj ene take mehke, bolj udobne tampone, da so res taki mehki, ne izsušujejo nožnice, ker so jih razvili na podlagi ginekoloških raziskav, da bi v bistvu zagotovili higienski spolni odnos. In zato tudi nima vrvice. Sicer se jo lahko, ne vem, za nitko, a ne za zobe, se jo lahko tle zaveže, zato da se jo potem lažje ven dobi. Ampak obstajajo recimo takile soft tampončki, 10 jih je noter, obstaja in se mogoče tudi za pilates lahko dobro uporabi, ker ga ne čutiš, ker ne izsušuje, ker je res tak mehek. Je pa res, da ni za enkratno uporabo, ampak je za enkratno uporabo, torej ni tako kot skodelica za 5 let. Je pa res bolj tak mehek, no, prijeten je, no. Tako da zato jih imam jaz vseeno, kljub temu, da niso zero waste, jih imam v svoji ponudbi. Zato, ker načeloma delamo na tem, da je vse več ali manj zero waste in to so tudi takile vložki, ki so v bistvu pralni in imajo takole, se zataknejo za hlačke in bam, in dela. Potem, in punce jih imajo tudi zelo rade, zato ker ni med nogami ni tistega občutka plastike nobene, a ne, in tudi ni nobenega lepila, kar je zelo prijetno za nošenje. Čeprav za na pilates moram reči, da jih ne bi imela, ker bi me motili, a ne, že če imam prijete pajkice, a ne, pol, rit, a ne. No, obstajajo pa potem še različne hlačke, to so pa take prav menstrualne hlačke, ki pa nimajo je pa noter vložek in vpijajo, zakaj jih kažem, ne, je to, ker so do tukaj zaščita. Se pravi, tudi ko po noči, ko spimo, ne gre na jogi. In to je tisto, kar meni predstavlja veliko radost, da to obstaja, ker dejstvo je, da recimo skodelica sama, a ne, to ima 40 mililitrov, imamo tudi 50 mililitrov, ta veliko, ta je za visok maternični vrat, ampak te hlačke so pa, daš jih gor in zjutraj v pomivalni stroj. Tako da so pa tudi potem te sive, to je pa razlika, te so pa kot navadne hlačke, kot čisto navadne, nič takega, navadne hlačke, samo da imajo dodatno zaščito, tako neprepustno membranco, da v bistvu preprečuje te madeže, da slučajno karkoli ven ne pade, ne. Tako da ja, imamo ful enih različnih rešitev, zato da
da res lahko pomagamo ženskam, da pač res ni treba imeti vedno tistih velikih vatastih stvari med nogami. Vir sense, ko smo mi imeli, ko smo bili otroci. Ja. Ej, vidim, da je tule Mateja napisala, da so hlačke res top, jaz sem te pa ravno to želela vprašati, a so pol tudi udobne, če imaš neki noter, da posrka, mislim, ne, to tekočino, če so hlačke udobne. Ja, glih zato so udobne, ker te nič ne, to so v bistvu bombažne, navadne hlačke, ki imajo, a se vidi, ker je tle v bistvu pošit, to je vse lepo zašit in nič ni zgužvan, med nogami. To so v bistvu kot navadne, normalne hlačke, se ščipko lepo, tako da se ne počutiš neka stara mama. In ja, toliko so udobne, vsaj meni, da jih imam najraje za ponoč. In kaj si me vprašala? Glih to, če so udobne. Ja. Ker me je zanimalo, veš, ker nisem jih še niti vtipala, mislim, da bi vedela. Ja. Ej, ampak te tamponi pa tudi, zdaj, ko si govorila, se spomnim, da si enkrat že omenjala tampone, ampak ja, tudi nisem vedela za te tampone, za to rešitev. Ja. Tvojih tamponov. Spužvice. Prav spužvice, ja. Sej, da ne bo pomote, včasih so ženske uporabljale te spužve, morske spužve namesto tamponov in tukaj so tudi dobili to idejo. Ej, tukaj se pa vidi, koliko so ženske iznajdljive oziroma smo, ne? A ne? Ja. Res, ja. Tako da jaz sem te še to hotela pohvaliti, zdajle si pa ti čisto noter padla. Se vidi, ne, ko govoriš o teh, ne? Aha, tlele imaš vprašanje, če na teh hlačkah uporabimo tudi vložek. Verjetno ni potrebno, ne? Na teh sivih, ki so res take čisto navadne, ampak ne prepuščajo, da, na teh sivih absolutno vložek, na teh pa ni treba. Na teh pa ni treba. No, sej, če lahko še pokažem, mislim, imamo toliko enih različnih printov, ne, to so pa pol druge, tudi take bolj boksar hlačke, to so isto tako, tlele imajo, do sem gor imajo zaščito, v bistvu dodaten vložek. Te so absorpcijske, jim jaz rečem, te so absorpcijske z takimi govstki gor, pa tele ta črne, Potem so pa te sive, pa tele, če te pokažem, so pa take, tudi take lušne, na teh rdečih se pa še celo bolj vidi, da je ta siva površina vse zaščita. Ampak tukaj se uporablja pol še dodatno vložek, skodelica, res, če se ne počutimo čisto najbolj ziher, pa da gremo nekam za dolg časa, vzamemo te hlačke, zato da smo res da ne bo šlo nič na bele hlače, ki imamo nekje na Jadranju ali kje smo že, ne. Rektokelo, kaj? Sem razumela, moram bolj pogledati. Pri problemu. Kaj pa je to? Se opravičujem, ampak je to kakšna rektokela? A ti mogoče veš, kaj je to? Podnapise rabim, se opravičujem. Imajo, ja, v bistvu tudi različno moč vpijanja. V te noter dam 40 mililitrov, ker sem prav probavala s skodelico, koliko gre noter. Moram pa povedati, da gre tudi od tle, do tle je v bistvu vsa vpojnost tudi lahko, tako da to res dobro vpije. Potem pa tele nimajo neke vpojnosti, razen pač to, kar hlačke, ampak če ne gre naprej, gre pa pol po tej strani, Zdaj si dobila podnapise. Se mi je zdaj, da bo kaj tazga, ja. Da za to uhajanje blata. Ja, zdaj nisem še nobenega primera imela, da bi mi kdo rekel, ampak na koncu koncev, kaj pa je to?
Okay. Na koncu bi se to dal narediti, je pa res, da ni pa tako kot, ne vem, neka planica ali pa ne deluje, a ne čist, da tle čist zapre. Ne bi pa znala zares povedati, kako to. Ja, bi mogli recimo probati oziroma od količine je tudi pomemben, ne? Veš, Ja, ne? ja. Mislim, tako jaz razmišljam. Mislim, zadrži, kakor zadrži, zdaj pa potem tista količina tega, pa zdaj pa je res težko, no, da bi zdaj rekla, ja, veste, super je, ne vem, ne. Ja. Ej, to sem še hotela reči, veš, ko si imela maternico, pa si položila tale tvojo skodelico noter. Koliko si ti bila inovativna pri tem, ker sem opazila isto obliko, kot je maternica tvoja lalikapka, lej. Maternični vrat je on, tisti je pa gor, a ni fajn. Ja, joj, da ne povem, kakšne probleme smo imeli dobiti eno anatomsko stvar, da jaz to lahko pokažem, ker jaz sem šla prav do medicinskih teh, ki imajo za medicino, saj ga imam tam, ampak ne bom niti. To je toliko miniaturno, to sploh ne moreš pokazati. To, a ne, na sliki izgleda kakor, wow, kako profesionalno, pa nič ne moreš pokazati. Potem smo imeli recimo, ali pa na tole maternico, plišasto. No, pa tole, no, recimo, smo pol nekako sprintali, pa še to naredili. Ampak na koncu se mi zdi, da se najboljš pač s tem pokaže, ker smo prav na roke naredili z gline. Ja. Kaj češ? Se izgleda malo tako hecen, ampak se pa pokaže. Ni, se to je ta prav, ja. Mi si lažje predstavljamo, ne? Ja. Moram reči, da jaz sem uporabnica skodelice. Ampak zakaj jo pa prej že nisem uporabljala, ne, če se slučajno katera tukaj misli si, da pa se jo ne potrebujem. Jaz sem skozi govorila, da jo jaz pa ne potrebujem, ker imam pa tako blage švoh menstruacije, ne, in vsega pa to ne rabim niti to not devati, ker imam tako švoh. Ampak zdaj jo pa dam, pa sem bolj mirna, da nič mi ni treba menjavati, ker pač vem, da imam bolj malo menstruacije in ne rabim toliko pogosto menjavati in mi je super, no. Ampak hotela sem reči, da ni nujno, da imaš zdaj ful močne menstruacije, lahko jo vseeno uporabljaš in je fajna, ne. Ja, predvsem pa jaz vedno pravim pol, da je to stvar te navade, moramo razbliniti te strahove in navade, a ne, in pač reči, probimo, a ne. Saj, samo to je v bistvu pri takih stvareh. Drugače pa ja, kaj, jaz sem imela res težave, ker sem bila majhna, mlada, sem rada hodila plavat, a ne, ali pa recimo 3 dni smo čakali, nismo sploh spali, preden smo šli na morje, a ne, se toliko spomnim, kako sem jaz rada šla na morje in potem jaz tam menstruacijo, a ne. Kaj češ lepega, ne, res ni bilo lepšega in potem tiste vložke tam, dolge hlače pri 30 stopinjah. Joj, ne bi se niti rada spominjala tega, ampak toliko in toliko let sem pol jaz dejansko, pa vedno, kadar kamorkoli smo šli, je bila menstruacija, ne. In me je zavirala v tistem mojem pozitivnem življenju, ki sem ga imela. Jaz sem šele pri svojih 28 letih ugotovila, da obstaja neka rešitev, da si jaz lahko pomagam. Pa a ni škoda, a ne. No, in potem to sploh ni bilo v Sloveniji. In pol jaz kaj? Saj jaz ti glih to hočem reči, da ti si meni ful za vzgled, ker pač itak kot podjetnica gledam na to, da wow, kakšna ideja, pa da si to dobila ta download, druge besede zdajle ne najdem, da si se spravila v to in v to podjetništvo, kar je mega in da si nam prinesla tak dober produkt v Slovenijo, no, tako da jaz se čisto občudujem iz tega vidika, ne. Ja, hvala, saj načeloma v bistvu sploh nisem želela biti podjetnica, ker zares, ne, ampak
toliko sem bila zaprešpaščena dejansko, zakaj mi do zdaj ni noben povedal, da obstaja, da bi jaz lahko šla plavati, zakaj, mislim, toliko let nazaj sem se matrala, pa mi ni noben povedal, da obstaja neka rešitev, da pišuka, da ko gremo iz WC-ja ven, da ne smrdeli po vsem teh vložkih, pa razkroju krvi, pa tako naprej. Da imam nekam zaujet to kri, ker jaz sem imela res, mislim, se ima še zdaj močne, a ne, pa po tistem ritmu grabno, ki mi je prišlo v te jogije. Mislim, trpljenje, no, nič drugega ne rabim reči. In potem, ko mi ni noben povedal, da obstaja ta rešitev, čeprav paste, 1930 leta so že skodelice ven prišle. Sicer ne take, a ne, ampak so se že, a ne, so že neka igralka jo je prvo, ne, ven privlekla. In kaj? In ker so bile ženske toliko zadovoljne, uporabnice, niso govorile, ker ni bilo primerno, da se pogovarjajo o takih stvarih, pa te tabu teme, a ne. Seveda ni to šlo marketinško, niso šle tako kot tamponi, ker tam je pa zamenjaš in imajo več marketinškega budžeta, da se v tem pač lažje gre naprej, a ne. No, in na koncu sem rekla, kaj, a res, a to še ne obstaja v Sloveniji? Ne, čakaj malo, ne, čakaj, res? Ne, okej. In sem pustila službo, zavihala rokave in šla v to, nimaš kaj. En more. En more, fascinantno je. Super je, super je. Tako da, meni se zdi, da mi smo ful dober meč, ne, da daš te tvoje produkte v vadbo in imaš olajšano vadbo. No, to sem mislila. Jaz sem za vadbo, ti si za skodelico in druge tele pripomočke in ti je bolj svobodno gibanje, ampak še nekaj, kar sem se pa zdaj spomnila. Jaz sem ful za naravo, pa za, da smo čim bolj v stiku z naravo in to imaš pa ti zero waste, pa te zadevš, ne, tako da mi je še to bolj pika na i, veš, da to se uporablja, ne, in promovira to, ne, ko se kaj včasih niso to promovirali. Saj vem, to so čiste bo teme, po moje so še zdaj, ne. Seveda so. Seveda so. In zato sploh ne vem, zakaj se niso prej zmenile za tale Zoom, no? Res. Ja, res, no, ne vem. Ne vem, le. Ampak vse je ob svojem času in zdaj je ta prav čas, ne? Tako prav. Ja. In sem ti res hvaležna za te vaje in za to, da mi pomagaš v bistvu še bolj to menstruacijo narediti kot da se opolnomočimo, no, ob njej in ne, da si rečemo, joj, spet jo imam, a ne. Zakaj? Saj prvič, jaz bom ujela, ti boš pomagala pri gibanju in pri fit telesu, da te ne bo bolel in pa smo lahko supermenke. A je res? Res je, ja. A ti še zaupam neko skrivnost, mislim, ni skrivnost, če bom zaupala. Danes, ker sem vedela, da bomo govorile, veš, kam je prišla ideja, ampak to bomo videli, če bojo punce ampak dobila sem idejo, da bi lahko posnela eno vadbo za tist čas, ko imaš pa ti menstruacijo. A ni fajn? Najboljš. Zato, ker recimo, jaz, ki imam ta spletno učilnico, jaz že punce navajam, ne. Ko imaš menstruacijo, nagibi se tem pa tem vajam, mislim vadbam, ki imamo več različnih vadb noter, posluši se, in en trening, no, to sem dobila idejo, ampak bomo midve se še zmenile, ne. Ja, pa to da. Pa punce morajo pravi, če so zaspali. Ja. Super. Jaz sem, zdaj pa prosim, povejte, da ste. Ej, bravo. Ja, to mi je prišlo danes dol. Bravo. No, super. Bomo nekaj naumeli. Ja. Tako da zdaj pa, da vas predolgo ne zadržujemo, pa še petek zvečer je, ne. Čaj smo že spili, jaz sem imela kar vodo. Mislim, da smo imeli lepo čajanko. Meni je bila prekrasna, tako. Hvala ti, res hvala. Iz srca pa tudi vsem vam. In vam vsem, da ste prišli na petek zvečer. Po mojem imamo srečo, ker imamo fajno temo, pa da je bil
slab vreme. A ni fajn? Ful fajn. Tako da, punce, res vam hvala vsem, ki ste se udeležili najinega webinarja. Smo vesele, jaz tudi. No, krasno. In to je tudi moj prvi, ki sem ga v bistvu sploh naredila in rekordala in vse, tako da očitno mi je celo ratalo in vse zvezde so namenjene temu, da se zares opolnomočimo, tako da hvala lepa in lep vikend. Lep vikend še od mene, čao! Čao!